je ključ do prave rešitve, zato se mi povezujemo, verjamemo, da skupaj lahko dosežemo več in da takšne sorte aktivnosti krepijo in večajo predvsem znanje med bolniki, da lažje pridejo do ustreznega zdravljenja. Zato se res iz srca zahvaljujem vsem navzočim in sodelujočim, saj brez nas vseh ne bi zmogli. Vsak namreč postavi svojo puzlo v to sliko, zato da je slika potem pravilnejša in lepša. In tudi zato, da je potem pogled na bolezen jasnejši. Mi bomo seveda na srečanju govorili, tako kot ste dobili obvestilo, o sedanjih znanjih o bolezni, o morebitnih novih raziskavah, o povezavah z drugimi boleznimi, o nekaterih možnostih zdravljenja in terapijah, o težavah, s katerimi se srečujejo bolniki in kako jih uspešno reševati, ter seveda o izkušnjah dobre prakse društev pri podpori bolnikov. Zdaj, glede na to, da smo mi gostitelji, si bom jaz kar vzela eno tako enkratno priložnost za en malo daljši uvod. Morda bo kruto iskren, bo pa seveda o težavah, s katerimi se ubadamo vsi udeleženci in včasih so mogoče še majčkeno komične. Jaz zmeraj rečem, da je boljše, da se smejimo, kot da jočemo. Jaz verjamem, da ste z mano, da ste take izkušnje tudi vi imeli. Jaz mislim, da povsod po svetu, ne samo na Balkanu, je bolezen zelo slabo poznana. Pogosto jo zamenjujejo ne le z burnoutom, z izgorelostjo in ne samo s fibromialgijo in ne samo s funkcionalno nevrološko motnjo, ampak z najmanj 40 različnimi boleznimi, s katerimi se ali ne ukvarjajo, ali jih pa niti ne poznajo dovolj, ali jih pa poznajo, pa nimajo nobenih navodil, kako naj ravnajo z bolniki. Te bolezni so večinsko iz vezivno-tkivnega in hormonskega, nekatere pa tudi z nevrološkega in kardiološkega področja bolezni. Posledično so ljudje velikokrat napačno diagnosticirani, predvsem so pa napačno zdravljeni. Zatekajo se tako v alopatsko medicino kot v alternativo, ki jim pa včasih pomaga, včasih pa ne. Zdi se mi, da je včasih to bolj odvisno od sreče kot od znanja. Zdaj problem pa nastane, ker tako ena kot druga veja včasih lahko tudi škodujeta. Zato se mi zdi zelo pomembno, da se poglobimo v diagnostiko in načine zdravljenja posameznih bolezni, kakor tudi v posledice. Torej, zdi se mi, da obstaja velika verjetnost, da je pravzaprav mialgični encefalomielitis posledica, ki ga te bolezni pravzaprav povzročajo. Torej, ta vnetja, ki povzročajo hipoksijo, ki je pri nas pravzaprav dokazana. Naša najbolj globoka želja je, da bi mi sledili novim raziskavam, najnovejšim raziskavam z tega področja. Včasih nam niti ni tako zelo pomembno, ali so že podprte strani stroke ali ne, mi jim želimo slediti, zato da vidimo, kaj se z njimi dogaja. Kajti obstoječa diagnostika, še bolj pa zdravljenje na tem področju, ni v celotni, jaz mislim, da v celotnem svetu bi lahko rekli, ne samo po Evropi, ne samo po Balkanu, zadostna, niti zdravljenje ni ustrezno, niti ni zadovoljujoče in te teme se bomo mi danes dotaknili. Mislim, da imamo veliko srečo, da smo na Balkanu, ker mislim, da tukaj je pravzaprav zdravljenje vseeno še najbolj primerno. Društva se množično srečujemo z ljudmi, zelo bolnimi ljudmi, ki jih ne obravnavajo z vso resnostjo, niti ne z odgovornostjo. Obratno, velikokrat se nam zdi, da morajo zelo bolni ljudje v zelo slabem stanju še dokazovati, da so res bolni, da bi jih sploh pustili počivati. Seveda se to zgodi pogosto brez vsakih terapij. Dogaja se tudi, da ljudje zelo, zelo bolni ne dobijo niti preiskav, niti bolniške, niti jih ne obravnavajo resno, zato v hudih stiskah nekateri celo postanejo socialni primeri, saj dela ne zmorejo in službo pustijo ali pa se jim dodeli pri nas v Sloveniji tretja kategorija,
s katero zgubijo celo delovno mesto. In nekateri pa s temi neživljenjskimi pogoji, ki jih tretja kategorija prinaša, postanejo lahko tudi nezaposljivi. Hkrati nas zelo, zelo skrbi, ker množicam ljudi za hudo resno fizično stanje predpisujejo antidepresive in anksiolitike in jim govorijo, da je to v njihovi glavi, ter da če bojo spremenili stil življenja, življenjski stil, da bodo oni boljše. Mi se sicer zelo strinjamo, da slab življenjski stil zagotovo močno poslabša popolnoma vsako bolezen, zelo pa dvomimo, da je to pravzaprav glavni razlog naše bolezni. Sploh glede na to, da večinsko so naši člani ljudje, ki so poskusili pravzaprav kar že vse, kar jim ponujata alopatska in medicina in alternativa, imajo enega najbolj zdravih življenjskih stilov, pa so še vedno hudo fizično bolni. Najbolj problematično se nam pa zdi dejstvo, da smo med našimi člani srečali množice ljudi, in to z imeni in priimki, ne govorim na splošno, to so ljudje z imeni in priimki, pri katerih so odkrili soprisotne bolezni, ki so konkretno disautonomije, Ehlers-Danlosov sindrom, Aspergerjev sindrom, Marfan, lupus, sistemska skleroza, Parkinsonova bolezen, vaskulitisi, kadesil in druge genske motnje vezivnega tkiva, vse možne vrste miozitisov, Sjegrenov sindrom, antifosfolipidni sindrom, mikrovaskularna angina, inzulinska rezistenca, vazospastična angina, spalna apneja, hormonske bolezni s področja nadledvične žleze in ščitnice, endometrioza, policistični jajčniki, herpes virusne infekcije vseh tipov, postvakcinalna stanja, long covid, ki vse po vrsti, prav vse povzročajo hipoksije, obravnavajo pa jih kot fibromialgije. Zgoraj naštete bolezni so ljudje dobili šele, ko so leta in leta hodili od Poncija do Pilata, ti ljudje so večinsko imeli razumne in sposobne zdravnike, ki jih niso pustili na cedilu, ampak so jih končno pripeljali do ustreznih napotnic, testov in potem tudi do ustrezne diagnoze. Tudi bolniki so skrbno izbirali, kam so šli, in taki so ponavadi že 10. specialist po vrsti vendarle prepoznal bolezen. To večina ljudi take sreče nima in to nas zelo, zelo skrbi. Pri nas v Sloveniji se tudi mialgični encefalomielitis, kateremu se danes posvečamo, enači s fibromialgijo. Pogosto se enači tudi z izgorelostjo, na žalost, čeprav so bolezni v mednarodnem klasifikatorju bolezni tako v ICD-10 kot ICD-11 ustrezno označene vsaka svojo šifro in svojim opisom in vzrokom. Mi si zelo želimo, da bi praksa prinesla spremembe tudi na tem področju, saj hipoteza o enačenju teh treh bolezni zagotovo ne drži in ni prav, da se v praksi izvaja. Celo bi rekla, na področju fibromialgije se je v zadnjih nekaj letih brez kakršnekoli podlage, brez dodatnih raziskav v zdravstvenem sistemu razvila in uveljavila hipoteza, da je to psihofizično stanje, torej odvisno od človekove psihe in zdravega načina življenja. Seveda, to poudarjam, zdrav način življenja zagotovo vsakemu pomaga, ampak najbrž je verjetno vsem jasno, da zgoraj naštete hude fizične bolezni potrebujejo zelo resno in ustrezno zdravljenje, če želimo, da je človek vsaj za silo funkcionalen. Ste že fejst utrujeni, ha? Nam bi rekli tam, dajte zdaj eno Epsonovo sol ali pa, ne vem, malo vdahnite pa bo. Ja. No, mi nimamo seveda zadostne diagnostike, imamo nedosledno diagnostiko, pri nas v Sloveniji premalo poglobljeno obravnavo, ter najbolj verjetno medicina tega niti še ne pozna dovolj, da bi nas znali ustrezno zdraviti. Ne, da nas ne želijo, oni želijo, ampak
nimajo še tega znanja. Zato mi sledimo novim raziskavam, da bi si lažje pomagali tudi sami, ker sicer naša bolezen zelo rada progresira, gre na slabše in sploh mialgični encefalomilitis po izkušnjah naših članov zelo rad udari na organe. To pa želimo mi preprečiti, preventivno delovati in si zelo želimo, da bi nam to uspelo. Mi opažamo ves čas v delovanju našega društva še en problem sodobne medicine. Znanost marsikaj odkrije, potem pa ne vejo, kako naj si to razlagajo. In potem iz tega spoznanja nekaj sklepajo po svoje, neznanstveno, kaj naj bi tisto pomenilo. In to postane potem kar potem dejstvo, veljavna hipoteza. Naprimer, odkrili so, da je živčni sistem vzdražen pri fibromialgiji, naprimer. To je res dejstvo, ne? Ne vejo pa, zakaj je vzdražen, ker znanost do sedaj razvitimi aparati tega pač še ni uspela najti vzroka, zato oni sklepajo, da je to vse psihofizično. In to postane kar sodobna praksa, da ti potem zdravnik to pove, ker so ga tako naučili, povedali, da to tako je. Sprašujem se, če je to v redu, da takšne hipoteze postanejo splošno uveljavljena resnica. Zato jaz mislim, da je s tem narobe tudi to, ker če bi vam rekli, da nekaj z vami zagotovo je in da je treba to poiskati, najti, bi vi imeli odprta vrata za nadaljne raziskave, tako pa vam s to diagnozo zaprejo vrata za dodatno zdravljenje, za dodatne raziskave in to ni prav. Spraševati bi se morali naprej, kaj je vzrok sploh, če jasno vidimo, da je neka bolezen progresivna, da gre na slabše in da obstoječe oblike zdravljenja ne delujejo. Jaz bi mogoče ob tej priliki rekla, mene velikokrat sprašujejo, zakaj je naše ime društva Društvo bolnikov Zebra. Zato, ker če zaslišiš to pod konj, ne pomisliš na zebre, pomisliš na konje. Mi smo pa zebre, a ne? Imamo eno od redkih bolezni, na katero redko pomisliš, ko srečaš simptome. No, zdaj grem pa res k zadnjem delu, boste še zdržali tale moj dolg uvod. Ljudje se v stiski množično obračajo na nas, res vsakodnevno iz različnih koncev, preko Facebooka, preko maila, preko po telefonu kličejo v živo, ne, se srečujemo in tako naprej. Zato mi res stalno sledimo vsem tem raziskavam, beremo množično vse tuje grupe, menimo se s tisoči bolnikom širom sveta in povezujemo to vse nekako v eno celoto. Bolje rečeno, mi sestavljamo puzle iz teh dejstev in želimo ljudem pomagati, kolikor se pač z našega konca da pomagati. Želimo ostati zelo povezani, zato mi sodelujemo tudi z Evropsko EMEO, ne le s našimi pobratenimi balkanskimi društvi, na katere sem res ponosna, vesela, zadovoljna, srečna, ker sodelujemo, ampak smo tudi del Evropske EMEE, se pravi društev širom po Evropi. Vsak mesec smo predstavniki društev na teh sestankih, izvemo nove stvari in verjamemo, da bomo skupaj zmogli in da bomo dosegli v nekem določenem času ustrezno diagnostiko in zdravljenje, zato da vam bo pa lažje, pa prirejamo srečanja in pogovore o tem, kaj bi lahko bil vzrok vašemu ME-ju in kako si v praksi lahko pomagamo. Zato tudi gostimo danes vse te naše, bom rekla, kar prijatelje, zato ker resnično lepo sodelujemo in sem res srečna, ponosna, zadovoljna in vesela, ker so danes tukaj z nami.